Lepo pozdravljeni na spletnih pogovorih o ciljih trajnostnega razvoja. Jaz sem Lucija Tacer, mladinska delegatka pri OZN in danes je z mano Adriana Aralica. Lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Z Adriano se bomo pogovarjali o njenih izkušnjah in delu na področju 17. cilja trajnostnega razvoja, partnerstva za doseganje ciljev. To je sicer zadnji cilj trajnostnega razvoja in mi do zdaj še nismo uspeli vseh predstaviti, ker je zelo težko časovno uskladiti po vrstnem redu, ampak mislim, da smo jih obdelali že kar veliko, da bomo lahko razumeli, o čemer se pogovarjava danes. Preden bi pa začeli, bi na kratko obnovila, kaj so cilji trajnostnega razvoja za tiste, ki mogoče ste danes prvič z nami. Torej, cilji trajnostnega razvoja so sestavljeni iz 17 ciljev za razvoj, katerim so se zavezale države članice Organizacije združenih narodov, med njimi je tudi Slovenija, in naj bi se uresničili do leta 2030. Vsebinsko je pa njihov namen, da se omogoči trenutni generaciji, da zadovoljuje svoje potrebe na Zemlji in obenem ne prepreči ta enaka možnost za prihodnje generacije. Zdaj, cilji so kar ambiciozni in rekla sem, da se morajo uresničiti do leta 2030, zato pa tudi imamo te pogovore, da ugotovimo malo, kako nam gre in kje lahko kaj izboljšamo, kje mogoče dosegamo pričakovanja in tako naprej. Najin pogovor bo trajal približno 45 minut. Če boste imeli pa kakšno vprašanje ali komentarje, lahko napišete pod objavo. Jaz bom gledala vmes in če bo kdo v živo kaj vprašal, lahko tudi v živo odgovoriva. Zdaj pa mislim, da je to vse za moj uvodni del. Torej, kot sem rekla, z mano je Adriana in zaposlena je na Slogi, platformi nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. Adriana, zdaj ti bom dala pa kar besedo, da se še sama malo bolj celovito predstaviš. Lucija, hvala, pa najlepša hvala tudi za to priložnost. Torej, prihajam s platforme Sloga, smo mreža okoli 40 nevladnih organizacij, ki delujejo na področju razvoja, humanitarne pomoči in pa globalnega učenja. Torej, pa cilji trajnostnega razvoja so vsekakor del vsakdanjika našega dela in tudi seveda naših članic. Vem, da si se že pogovarjala s predstavnico Slovenske Karitas, ki so recimo med našimi članicami in je orisala njihov prispevek k ciljem trajnostnega razvoja v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. Mi kot platforma, torej številne članice delujejo na terenu v partnerskih državah, kjer izvajajo projekte in programe in skozi te projekte in programe v bistvu izboljšujejo položaj prebivalcev partnerskih držav. Mi kot mreža nevladnih organizacij smo pa aktivni predvsem na področju zagovorništva, ozaveščanja, globalnega učenja in seveda pač prizadevanj tudi za krepitev prepoznavnosti in pa seveda tudi uresničevanja agende 2030. Super, torej mislim, da si res prava, da nam boš danes nekako povzela vse, o čemer smo se že zdaj pogovarjali kar nekaj časa. Mogoče za začetek malo več o tebi, kako si ti postala aktivna na tem področju, kaj te je začelo zanimati in kako si se pol vključila? V bistvu sem v nevladnem sektorju zdaj aktivna že več kot desetletje. Aktivno sem se začela udejstvovati v času študija, ko sem se pridružila Društvo za združene narode za Slovenijo, kjer sicer še vedno prostovoljim, kolikor mi pač čas omogoča. In smo v bistvu v okviru društva izvajali številne aktivnosti, takrat še v bistvu na razvojne cilje tisočletja, ki so predhodniki ciljev trajnostnega razvoja. Izvajali smo delavnice po šolah oziroma se še vedno izvajajo, takrat sem bila pač aktivna in vpeta v celotno delovanje. Delavnice, različne publikacije, ozaveščevalne kampanje, dogodke, izobraževanja, tudi za mlade, v bistvu bil precej poudarka na aktivnostih za mlade. Potem pa sem v bistvu ob koncu študija se zaposlila na platformi Sloga, med recimo zelo zanimivimi prvimi, zelo prijetnimi delovnimi obveznostmi, ki sem jih imela v bistvu bolj na začetku svojega dela na platformi Sloga, je recimo bila udeležba na zasedanju Generalne skupščine Organizacije združenih narodov, kjer je bila sprejeta agenda 2030, da je vsekakor to bil zelo posebna priložnost, tudi v bistvu spremljati nastanek agende in pa potem tudi sam sprejem.
Sicer pa sem nekaj časa tudi zelo aktivno delala na področju položaja otrok brez spremstva in pa tudi otrokovih pravic v okviru pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij. Pa tudi v bistvu nekatere s povezovanjem tem, so prišle tudi nekatere druge priložnosti, vmes sem zelo na kratko se preizkusila, na primer v opazovanju volitev in se mi zdi, da v bistvu ta nek preplet tem človekovih pravic in razvoja v bistvu me spremlja pa zdaj že kar precej časa. Zelo zanimivo, nisem vedela, da si bila na tej skupščini, ker se je sprejela agenda. A nam lahko malo več poveš o tem, kaj je bilo takrat, a je bilo to bolj ceremonialno takrat, da se je v bistvu že vse vedelo, kaj bo, ali so bile še kakšne odprte točke za debate? Takrat je bila v bistvu agenda že v bistvu spogajana, določena in je bila sprejeta s soglasjem strani vseh držav članic Organizacije združenih narodov in mislim, da ravno ta preskok od razvojnih ciljev tisočletja, ki so bili v bistvu razvojni cilji za partnerske države, za države globalnega juga, do tega, da so se vse države članice Organizacije združenih narodov strinjale, da je potrebna neka skupna agenda, skupni imenovalec za dostojno življenje v bistvu vsakega posameznika povsod po svetu, te generacije in prihodnjih generacij, v bistvu bil zelo precej tak zgodovinski trenutek, vsekakor pa je nasplošno, se mi zdi, da za nas, ki smo na strani civilne družbe, v bistvu izkušnja nekega takega zasedanja na visoki ravni, predvsem v okviru OZN, izkušnja tudi New Yorka, zelo zanimiva in prijetna, in v bistvu je tudi, smo se letos nadejali udeležbe na političnem forumu na visoki ravni, ko je Slovenija predstavljala svoj prostovoljni nacionalni pregled v uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja in pa tudi mi smo pripravili poročilo civilne družbe, ampak je na žalost pač pandemija spremenila načrte in pač je vsekakor udeležba na spletnem dogodku se v tem primeru težko primerja v bistvu z izkušnjo udeležbe na zasedanju. Ja, verjamem. Upam, da bomo lahko v bližnji prihodnosti še kdaj se podobnega dogodka udeležili. A nam mogoče poveš malo več o tvojih trenutnih projektih, kaj so tvoji glavni projekti danes na tem področju? V bistvu sem aktivna predvsem seveda na tem cilju trajnostnega razvoja in pa migracij. S tematiko migracij smo se na Slogi v bistvu aktivno začeli ukvarjati od leta 2015 naprej, ko je bila vzpostavljena takšna neformalna koalicija nevladnih organizacij, ki delujejo na področju azila, na področju migracij, integracije in pa tudi medkulturnega dialoga, ozaveščanja. In v bistvu v okviru tega v bistvu se ukvarjam z tem spodbujanjem mladih, da se angažirajo na teme migracij v okviru projekta Migrated. Najprej smo delali z izobraževalci, pedagogi, pedagoginjami s ciljem, da se jih opolnomoči na teh temah. Gre za kompleksne teme, gre tudi za teme, ki so precej prisotne v javnem prostoru. Zdaj pa v bistvu z mladimi pripravljamo video o migracijah, tako da upam, da bo v bistvu sklepni del projekta, kljub nekim tem spremenjenim pogojem, ki so nam precej spremenili načrte, vseeno dosegel pač rezultat in se bodo pač rezultati, torej videi, pripravljene gradiva uporabna tudi tako za pedagoge, izobraževalce, izobraževalke, kot tudi za širšo javnost. Drugi projekt in tudi v bistvu ta, s katerim je pa pretežni del mojega prejšnjega meseca je bil namenjen temu, je pa v bistvu projekt v sodelovanju z našo globalno mrežo Forus, v okviru katerega je bil slednji rezultat poročilo nevladnih organizacij o ciljih trajnostnega razvoja. Namreč Slovenija je prvo svoje poročilo o ciljih trajnostnega razvoja pripravila že leta 2017, pa takrat na strani civilne družbe ni bilo nekega odzivnega poročila ali pa poročila s poudarki civilne družbe na teme ciljev trajnostnega razvoja. V letošnjem letu pa gre tudi za temo, ki sicer meni zelo blizu, v bistvu kako omogočati prostor civilni družbi v nekih poročanjih po mednarodnih pogodbah ali pa poročanjih po nekih lahko tudi mednarodnih političnih zavezah držav. In zato sem bila posebej vesela, da smo pa letos imeli možnost tudi pripraviti
poročilo civilne družbe, prispevke je pripravil, gre za precej obširno poročilo, kar sem pač zelo tudi vesela, no, da je v bistvu rezultat še presegel moje pričakovanja. Gre za poročilo, za katerega je prispevalo poglavja 22 različnih nevladnih organizacij, naslavlja pa v bistvu en kup tem od enakosti spolov, preprečevanja korupcije, pravic migrantov, pravic starejših oseb, pravic LGBTI, čebelarstva, podnebnih sprememb, davčne pravičnosti, globalnega učenja seveda, in še marsičesa, ampak zdaj je zelo obsežno poročilo in v bistvu naslavlja en kup tem. Nit pa naj bi bila cilj trajnostnega razvoja? In vloga civilne družbe pri udejanjenju teh ciljev. V bistvu vsako poglavje je strukturirano na način, da najprej uri stanje, torej kje smo glede doseganja posameznega cilja. Potem seveda različne organizacije so se osredotočale na različne teme, naprimer UNICEF je pregledal položaj otrok znotraj uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji, Mladinski svet Slovenije položaj mladih na izbranih področjih, Zveza društev upokojencev, potem seveda položaj starejših oseb. V bistvu znotraj vsakega poglavja pa je tudi v bistvu ocena, kakšna pričakovanja so glede vpliva COVID-19 na izbrano temo in pa tudi seveda, kako vlogo ima civilna družba pri udejanjanju posameznega cilja, kar se nam je zdela zelo pomembna rdeča nit celotnega poročila, glede na to, da gre za poročilo civilne družbe in seveda skupaj z nekim pozivom, da je treba zagotavljati prostor civilni družbi pri načrtovanju, izvajanju in spremljanju ciljev trajnostnega razvoja in pa na splošno pač različnih politik. Ja, zelo zanimivo in o tem bi te več vprašala, pa te bom mogoče malo kasneje, ko bova tako odprli, se mi zdi podobno temo. Zdaj, preden greva naprej, bi te pa vprašala za tvoje razumevanje ali pa če malo razložiš ta 17. cilj, zato ker se mi zdi, da je mogoče malo bolj abstrakten, kakor kakšni drugi, recimo odprava revščine. Mislim, da vsi razumemo, za kaj gre, tako da če bi nam malo razložila o tem. Ja, ta 17. cilj, v bistvu tudi, če pogledamo na razvojne cilje tisočletja, je 8. razvojni cilj predvideval vzpostavitev partnerstev, tesnejšega sodelovanja in je v bistvu tudi bila kritika tega cilja, da se ni udejanjal v zadostni meri. 17. cilj trajnostnega razvoja prepoznava ravno to, da pač gre za povezane cilje, ki medsebojno so povezani, ki medsebojno učinkujejo in jih tudi zelo težko zdaj razmejiti po posameznih kazalnikih, že tako sicer zelo obsežne agende z 169 kazalniki oziroma podcilji. In v bistvu ta cilj prepoznava, da seveda ti cilji med seboj so učinkujejo in predvsem, da so potrebna partnerstva, da je potrebno sodelovanje, če želimo, da bo agenda uresničena. Cilj prepoznava, da morajo razvite države namenjati oziroma izpolnjevati svojo zavezo namenjanja sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje. Slovenija se je na primer zavezala, da bo do leta 2030 za razvojno sodelovanje namenila 0,33% BND-ja, pa smo trenutno še vedno na 0,16% in v bistvu ta delež skozi leta precej stagnira, torej smo še precej daleč od zadane zaveze. Cilj prepoznava, da je treba tudi v bistvu neko tehnološko znanje, inovacije deliti med državami, da je treba krepiti sodelovanje med različnimi sektorji, med različnimi akterji, med različnimi regijami in se v bistvu čim bolj globalno povezovati. Ravno zaradi tega, ker je zelo težko izolirati ali posamezni cilj ali pa agendo, ki je prepletena na posamezne ali akterje ali področja. Zelo pomemben cilj znotraj ali pa zaveza znotraj 17. cilja trajnostnega razvoja je skladnost politike za razvoj, ki pravi ravno to, da morajo biti, če želimo uresničiti agendo, morajo biti vse politike skladne. Ravno zaradi tega, ker so področja prepletena, mora država zagotoviti, da so posamezne resorne politike skladne. To zadeva tudi v bistvu mednarodno razvojno sodelovanje, da so recimo različni instrumenti zunanje politike skladni med seboj, da so tudi različne politike, recimo razvojne politike, trgovske politike, kmetijske politike,
skladne, ravno zaradi tega, da v bistvu z eno politiko, z enimi ali pa z ukrepi na določenem področju ne spodbujamo razvoj tega področja, potem pa z ukrepi na nekem drugem področju v bistvu spodkopavamo ta napredek. Še vedno sem govorila zelo kompleksno, gre za zelo kompleksen, za kompleksno agendo in za zelo kompleksen cilj. Ja, v bistvu pa pač ta 17. cilj je ravno to, pač nujnost povezovanja. In recimo zelo lep konkreten primer je današnji dogodek, da bo mogoče malo bolj konkreten odgovor. Super, hvala za to, ker se mi res zdi, saj vsi razumemo, kaj pomenijo besede, ampak včasih že cilji trajnostnega razvoja zvenijo kot take velike besede, Ja. ki jih mogoče niso najbolj razumljive na prvi pogled. Ampak hvala za to. Zdaj bi se pa začela tisto temo, ki smo že prej malo govorili, torej o tem poročilu o ciljih trajnostnega razvoja. Jaz ga ponavadi tudi omenim med pogovori, ker grem malo čez poročilo, da kaj vprašam iz njega. In je bilo zanimivo slišati komentarje in tudi kakšne kritike ali pa strinjanja z stvarmi, ki so bile izpostavljene. Ti si imela priložnost sodelovati aktivno v tem procesu, tako da me zanima, kakšne so bile tvoje izkušnje v tem kontekstu. Ja, letos je v bistvu za razliko od leta 2017, ko je Slovenija pripravljala prvo poročilo o uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja, gre sicer za prostovoljno zavezo, ki so jo države podale v okviru agende 2030. In v okviru v bistvu prvo poročilo je bilo pripravljeno na strani vlade brez sodelovanja drugih akterjev, so bili pa drugi akterji potem povabljeni na predstavitev oziroma imeli možnost sodelovati na predstavitvi vladnega poročila na političnem forumu na visoki ravni v New Yorku. Letošnje poročilo je v bistvu bil že sam koncept priprave poročila zastavljen precej širše, z različnimi, skozi v bistvu precej vključujoč proces, v katerem smo imeli različni deležniki, vključno z nevladnimi organizacijami, v bistvu precej priložnosti za sodelovanje. Na Slogi smo v bistvu še intenzivneje sodelovali s službo vlade za razvojno evropsko kohezijsko politiko, saj smo zanje izvajali regijske posvete, in pa potem seveda sodelovali tudi na preostalih dogodkih. Je pa na žalost, zaradi izbruha COVID-19 so bili ti dogodki potem odpovedani in smo jih, tako regijskih posvetov je bila izvedena le polovica in pa tudi potem nadaljnjih tematskih delavnic je bila, mislim, da izvedena le ena. Tako da smo v bistvu se vključevali po eni strani tudi kot izvajalci in je bilo meni tudi v bistvu zelo zanimiva izkušnja slišati na regijskih delavnicah razumevanje ciljev trajnostnega razvoja in pa agende, pač ravno zaradi te kompleksnosti in pa zaradi tega, ker v bistvu v okviru zagovorniških aktivnosti se pri nas ukvarjamo z njo precej na policy ravni, mi je bilo v bistvu zanimivo slišati razumevanje, prevod tega na v bistvu regijski ravni, tudi čisto konkretne predloge, ki so jih dali za posamezne cilje, ki so v bistvu relevantni za neko razvojno regijo. Smo pa, kot sem že omenila, pripravili tudi poročilo nevladnih organizacij, ki je nekakšen nabor priporočil na posameznih temah, kjer civilna družba ocenjuje, da so potrebna dodatna prizadevanja, okrepljena prizadevanja za to, da cilji ne ostanejo mrtva črka na papirju. Hkrati pa seveda tudi pozivamo k krepitvi čezsektorskega in večdeležniškega sodelovanja. Na vlado smo v bistvu pred političnim forumom na visoki ravni naslovili poziv za ustanovitev tudi posvetovalnega telesa za agendo 2030. Sicer na vladi ne zaznavajo te potrebe pač po institucionalizaciji sodelovanja v okviru nekega posvetovalnega telesa, smo pa pač pri nas še vedno prepričani, da je v bistvu nek tudi forum potreben in si v bistvu prizadevamo za krepitev povezovanja v okviru pobude Koalicija 2030. Gre za pobudo, ki je že nastala pred nekaj leti, povsem neformalna pobuda in v bistvu si želimo okrepiti v bistvu tudi sodelovanje v okviru te pobude ravno v luči tudi priprav Slovenije na predsedovanje Svetu Evropske unije prihodnje leto, ko bo zagotovo tudi pač potreben glas civilne družbe v okviru predsedovanja in pa seveda tudi pač dogodkov, ki bodo potekali.
Zdaj omenila si, da ste veliko delali na strani civilne družbe, pa mogoče ni bilo vse v tem zadnjem dokumentu, tako da me zanima, čeprav si rekla, da je zelo obširno, kaj so mogoče kakšne take glavne stvari, ki misliš, da niso bile vključene, če slučajno lahko, zdaj če je preveč, tudi lahko rečeš, da ne. Zdaj, mi pač smo med našimi članicami pripravili tudi nek skupen odziv na osnutek poročila, ki je bil posredovan v usklajevanje. Zelo težko bi konkretne primere izpostavila. Pred nam se je recimo predvsem zaradi tega, ker je letošnji proces res bil precej obsežen, precej vključujoč z vključevanjem različnih deležnikov na različnih ravneh, se nam zdi, da poročilo tega ne odraža dovolj. Mladinske pobude, na primer, so izpostavljene in smo veseli, ker ravno to je tudi smoter agende 2030, da se povezuje čez sektorsko, da se povezuje, da se krepi povezovanje med različnimi akterji. In se nam zdi, da sicer vladno poročilo ravno tega ne odraža dovolj tega res vključujočega procesa in tudi morda ne odraža dovolj vseh inputov, ki so bili prejeti strani različnih deležnikov. Bi pa za posamezne teme težko, edina tema, ki mi je padla na pamet, je skladnost politik, ki je vključena v vladnem poročilu. V bistvu bi pa zdaj težko izpostavila teme, ki niso bile vključene, pa bi si jih želeli. No? Ja, sej sem sklepala, da je zelo širok spektar, tako da je težko si zapametiti, ampak ja, bo mogoče potem boljše, da po tem pogovoru delimo tudi to nevladno poročilo, pa si lahko sami pogledamo. Je pa v bistvu tudi nevladno poročilo odraža neke te teme, ki mislimo, da bi morda si zaslužile tudi več prostora v vladnem poročilu, od enakosti spolov do migracij, do preprečevanja korupcije. In vem, da si številne od teh tem že ti tudi naslavljala v okviru svojih pogovorov. In je pa zato morda tudi poročilo od civilne družbe oziroma nevladnih organizacij toliko bolj dodano, ker v bistvu podrobneje in zelo poglobljeno predstavi posamezne teme in podaja tudi zelo konkretna priporočila za ukrepe, za katere menimo, da so potrebni za polno uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja. No, super. To bom jaz delila potem tudi na mojem profilu po tem pogovoru, tako da vsi, ki jih zanima, lahko pogledajo. Zdaj bi me pa še zanima, glede na tvoje izkušnje, kaj vidiš kot neke glavne ovire na področju teh partnerstev znotraj Slovenije in mogoče, če imaš kakšno mnenje glede mednarodnega sodelovanja? Znotraj Slovenije pa bom izhajala iz svoje pozicije, se mi zdi, da je še vedno priložnost za krepitev civilnega dialoga. Pogosto naletimo na občutek, pa lahko da je samo občutek, da na strani predvsem odločevalcev so neka posvetovanja videna kot kljukica, ki je potrebno odkljukati, ali pa naloga, ki je potrebno odkljukati. Vemo, da pač resolucija o normativni dejavnosti vlade predvideva sodelovanje v javnosti v postopkih, pa vendarle pogosto postopki niso usklajeni ali pa so dani v usklajevanje, ko je že pripravljena relativno dokončna verzija. In se mi zdi, da mogoče bi ravno v duhu agende in duhu tega, da nevladne organizacije imamo podatke s terena, vemo, kaj se dogaja, kje so zaznane pomanjkljivosti, kje so zaznane neke priložnosti za spremembe, bi v bistvu z zgodnejšim vključevanjem omogočali, da se vpliva že na v bistvu oblikovanje zasnove nekih ukrepov. Pa da ne bom posploševala, sem recimo tudi del ene vladne delovne skupine, ki je v bistvu že za pripravo strateškega dokumenta, kjer se je v bistvu že v osnovi bil omogočen prostor vsem sodelovanje zelo različnim deležnikom in tudi v bistvu prostor za predloge za identifikacijo področij, ki bi jih bilo potrebno naslavljati. Ampak se mi zdi, da to neko osnovno razumevanje, da so civilni dialog, da ni to zdaj pač kljukica za nalogo, ampak v bistvu je dodana vrednost, da je zgodnje vključevanje nevladnih organizacij v bistvu dodana vrednost, se mi zdi, da tle so še pa priložnosti za krepitev tega razumevanja. Po drugi strani pa mislim, da v praksi je ogromno povezovanja. Ne vem, lahko dam recimo primer globalnega učenja. Gre za v bistvu, kjer je ogromno pobud in
sodelovanja med recimo izobraževalnim sistemom, torej osnovnimi, srednjimi šolami, nevladnimi organizacijami, raziskovalci, akademiki, mladinskim sektorjem. Se mi zdi, da v bistvu je pa v praksi pogosto to sodelovanje precej naravno steče. V bistvu je pa tudi več nekih teh pobud. Jaz sem omenila v bistvu koalicijo 2030, ki je neka zaveza članov k udejanjenju ciljev trajnostnega razvoja. Obstaja tudi na evropski ravni SDG Watch Europe. In v bistvu se mi zdi, da je več tudi teh nekih mrež bilo vzpostavljenih, kjer se prepoznava, da je potrebno sodelovati čez sektorsko, prepoznava se tudi to, da so v bistvu teme zelo povezane in posebej v primeru agende, se za vsak politični dokument ne velja enako, ampak posebej v primeru agende pa je res zelo težko govoriti o zelo ozkem področju. In mislim, da se krepi v bistvu tudi to razumevanje in tudi neke priložnosti za sodelovanje. In mislim, da tudi številni akterji smo v bistvu ponotranili to, da v bistvu aktivno iščemo neke zaveznike, partnerje, ravno zaradi tega, da se spodbuja izmenjava, da se spodbuja sodelovanje. Glede tega, kar si omenila, da mogoče še ni čisto razumevanja, da nevladne organizacije dejansko lahko pač pomagajo izboljšati zakonodajo in tako dalje. A misliš, da rešitev tega na dolgi rok je pač več sodelovanja in dobrih izkušenj ali kaj drugega? Ja, vsekakor. Se pravi, normativno imamo precej urejeno, imamo v bistvu resolucijo o normativni dejavnosti vlade, CNVOS spremlja uresničevanje te resolucije, v bistvu spremlja postopke priprave predpisov in ali je bila javnost vključena. Ja, in mislim, da rešitev seveda v krepitvi sodelovanja, rešitev je pa tudi v bistvu v aktivnem državljanstvu. Rešitev je v tem, da se v bistvu otroke, mlade spodbuja k aktivnemu državljanstvu, da se jih spodbuja k razumevanju, da človekove pravice, državljanske pravice so bile v bistvu izborjene, da se je treba aktivno jih pač tudi uresničevati. Tako da v bistvu ta se mi zdi, da je drug spekter, ki je zelo pomemben, da smo vsi aktivni državljani, da smo vsi aktivni posamezniki in posameznice in udejanjamo to vlogo. Ker se mi zdi, da tudi to sodelovanje javnosti se pogosto razume v okviru neke poklicne poti, pa ni nujno omejeno na to, lahko gre pač za posameznika, posameznico, ki ima interes za neko temo ali pa ima znanje v nekem zelo specifičnem področju, pa ni nujno, da je njegova organizacija dejavna na tistem področju. In mislim, da vsekakor tudi na področju aktivnega državljanstva, kjer je že ogromno pač pobud in aktivnosti, programov, projektov, ampak se mi zdi, da to je v bistvu ta neka druga pot, da se v bistvu že vzgaja v duhu sodelovanja. Ja, zagotovo. In zelo mi je všeč, da si to izpostavila, pa tudi zanimivo mi je, kako pogosto je to dejansko prišlo na dan med temi pogovori. Vedno nekako v eni točki pridemo do aktivnega državljanstva in kako pomembno je to. Čeprav je zanimivo, da kljub temu, da je toliko pobud, še vedno, ne vem. Je nizka udeležba mladih na volitvah. Bom dala zelo konkreten primer. Ja. Tako da bomo videli, mogoče kaj bolj trajnega bo treba dati v sistem glede tega. No, zelo zanimivo. Zdaj pa mogoče še nekako z druge perspektive pogledali, sagledali ovire, kaj pa so mogoče kakšne dobre prakse. Mislim, omenila si, da načeloma drugače je bilo sodelovanje pri poročilu zelo dobra praksa, nam mogoče daš lahko še kakšne druge primere ali pa izkušnje. Ja, zagotovo jih je nešteto, pa se bom omejila na nacionalni okvir, ampak recimo seveda primeri partnerstev so lahko recimo razvojni projekti, bom najprej šla iz razvojnega sektorja, so razvojni projekti, ki jih izvajajo različni akterji in pri katerih recimo sodelujejo različni deležniki, številne naše članice, ki izvajajo programe in projekte na terenu, sodelujejo z lokalnimi organizacijami, zato da se zagotavlja, da aktivnosti izhajajo dejansko iz lokalnih potreb in da se zagotavlja tudi neko lastništvo nad projektom strani lokalnega prebivalstva in pa v lokalnih skupnosti.
na nacionalni ravni, se pravi, se mi zdi, da se v bistvu ta povezovanja precej naravno zgodijo. No? Se mi zdi, da v bistvu tudi v okviru civilne družbe imamo različne mehanizme povezovanja. V bistvu imamo poleg CNVOS-a, ki je horizontalna mreža, sem že omenila, smo vsebinske mreže, kot je Sloga, in so številne druge vsebinske mreže, ki združujejo nevladne organizacije, ki delujejo na posameznih področjih. Potem imamo recimo regijska stičišča nevladnih organizacij, zato da se krepi povezovanje znotraj regij, in se mi zdi, da in v bistvu vsi potem seveda si poleg sodelovanja z vladnimi deležniki, tisti, ki pač delamo na policy ravni ali pa smo aktivni v zagovorništvu, je v bistvu tudi povezovanje med različnimi sektorji. Zdaj globalno učenje, v bistvu sem omenila, se mi zdi, da je tudi z ogromno primerov dobrih praks sodelovanja med nevladnimi organizacijami in izobraževalnimi inštitucijami, po drugi strani je v bistvu ogromno, v bistvu tudi pobud prihaja tudi v bistvu z nekega formalnega sektorja, in se mi zdi, da v bistvu prihaja do nekih teh partnerstev ali pa sodelovanja. Torej, dela se na tem, tako da, ja, vedno je pa nekaj za izboljšati, se mi zdi, na vsakem področju. Zdaj bi te pa še nekaj vprašala, ki ni čisto povezano s 17. ciljem, ampak ker si nam povedala o svojih izkušnjah in si dosti aktivna na področju migracij, me mogoče zanima malo več o tem področju, tudi če želiš govoriti o perspektivi sodelovanja znotraj države na tem področju, ali pa kako mogoče skozi čas, ko si aktivna, si videla kakšne spremembe na tem področju ali razumevanja migracij v Sloveniji, na ravni politike ali pa na ravni tudi čisto ljudi? Zelo kompleksno vprašanje. Ja, vsekakor so spremembe, ampak se mi zdi, da se vsi, ki delamo tudi na sistemski ravni, moramo hitro navajati na to, da pač so spremembe niso hitre, no. Položaj, v bistvu, predvsem sem večino časa spremljala položaj otrok brez spremstva v Sloveniji, v bistvu od leta 2016, v bistvu še zmeraj, ampak malo manj aktivno. In se mi zdi, da je to dober primer, zakaj je treba sodelovati čez sektorsko, ne. Zakonodaja, pač nacionalna, evropska in mednarodno pravo so zelo jasni, da mora biti otrok obravnavan kot otrok, ne glede na to, a je državljan, a je tujec, a je v Sloveniji, a je oziroma v državo, no, vstopil zakonito ali na nedovoljen način. Pa smo pogosto zaznali ravno to, da je nekako nerazumevanje ali pa premalo povezovanja med inštitucijami, ki pa mogoče ne premalo sodelovanja, ampak da mogoče niso rezultati, no, najhitrejši ali pa v najboljšem možnem obsegu, no, za otroke, ker pač vstopajo seveda v življenje otrok brez spremstva. Po eni strani so varovala, na primer skrbništvo oziroma zakonito zastopništvo za otroke brez spremstva, ki zaprosijo za mednarodno zaščito, in potem seveda so neke nastanitvene inštitucije, kjer jim je zagotovljena oskrba in nastanitev, vključijo se v izobraževalni sistem, spremlja jih sistem socialnega varstva. Pa pogosto pride do nekih zatikov, počasnejše izmenjave informacij, kot bi si želeli, mogoče tudi počasnejšega napredka, čisto na ravni razvoja ukrepov, predvsem za otroke brez spremstva. V bistvu od 2015 naprej so se ukrepila prizadevanja, da se zagotovi ustrezno namestitev. Leta 2016 je bil vzpostavljen pilotni projekt vlade z sklepom vlade, da se do leta 2017, če se ne motim, vzpostavi tudi sistemska rešitev, ki bi prepoznavala, da pač ob vstopu, ob prihodu so neke druge potrebe otroka, potem pa je treba zagotoviti neko trajnejšo namestitev, da je treba omogočati v bistvu različne vrste namestitve glede na ranljivosti, glede na osebne okoliščine, glede na starost, glede na spol. In v bistvu smo, druga polovica leta 2020 sistemske rešitve še vedno ni. Še vedno v bistvu nevladne organizacije ves čas opozarjamo, da pripor otrok brez spremstva ni sprejemljiv, ker v bistvu
škodi otrokovemu razvoju, pa v bistvu so še vedno primeri namestitve otrok brez spremstva, ki nedovoljeno vstopijo v državo v centru za tujce. In se mi zdi, da so neke te teme, ki so odprte, pa ne bom rekla, da ni premikov, ampak so pa zelo majhni koraki in se pogosto izkaže v bistvu, da ni politične volje. Kar je pa meni recimo zanimivo, če primerjam recimo področje razvojnega sodelovanja, pogosto pač predvsem zdaj v javnih diskurzih slišimo, da je treba odpravljati temeljne vzroke migracij, za kar sicer v bistvu spregleda tisti del, da pač svoboda gibanja je temeljna človekova pravica, ampak no, kljub temu imamo instrument razvojnega sodelovanja, ker sem pa že povedala, tudi ni politične volje prav zares, da bi Slovenija izpolnila svojo zavezo in namenjala zadostna sredstva za mednarodno razvojno sodelovanje. In se mi zdi ta razkorak, no, da ni pripravljenosti, ali pa da so še vedno pač, da ni pripravljenosti, no, za neke večje premike, korake naprej. Ja, no, zelo zanimivo. Zdaj sami ozaveščajo, pač tema migracije je zelo kompleksna. Gre od tega, da sem si, da sem se preselila iz Štajerske v Ljubljano zaradi študija in potem ostala zaradi zaposlitve. Sicer je to pač mobilnost do mednarodnih migracij, do prisilnih migracij, do tega, da smo pač imamo ta luksus, da smo lahko turisti in se pač znotraj šengenskega območja precej svobodno gibljamo in v bistvu tudi to pravico pogosto jemljemo kot precej samoumevno. In se mi zdi, da je zelo kompleksna tema, ki je pogosto v medijih zelo zreducirana na prisilne migracije in v bistvu tudi na nerazumevanje mogoče obveznosti držav, ki jo ima na tem področju, torej pri oskrbi beguncev. In ja, seveda pač pogosto javno mnenje sledi izjavam, retoriki odločevalcev in zagotovo je pač to. Zato tudi imam zelo rada pač projekte, kot je ta Migrated, kjer se pač z mladimi pogovarjamo tudi o razumevanju migracij, o tem, da pač gre za nek pojav, ki spremlja človeštvo ves čas obstoja in se mi zdi, je v bistvu delo z mladimi toliko pomembnejše in toliko bolj dobrodošlo. Hvala, ker si izpostavila vse te različne vidike migracij, ker sem še sama opazila, da kljub temu, da mislim, da kaj vemo temu, razmišljam bolj samo o mednarodnih ali pa o begunstvu, ampak dejansko so še vsi te drugi aspekti in zgleda, da je res, kar si rekla, kar je poudarjeno v medijih, potem nekako razumevaš kot cel bolj kompleksen pojav. Tako da hvala, ker si to predstavila. Zelo zanimiva tema, enkrat bi se lahko samo o tem pogovarjali, ampak danes nimava časa za to, na žalost. Tako da bi te zdaj za konec še samo vprašala, če imaš kakšne nasvete za mlade, ki so mogoče danes gledali ta video in bi jih zanimala taka podobna pot, kot je tvoja, ali pa bi sam želeli postati bolj aktivni na tem področju, kje misliš, da lahko začnejo, kaj bi bili kakšni dobri začetki? Če izhajam iz svoje izkušnje, pač se mi zdi, da veliko je priložnosti, ko pač posameznica ugotovi, katere teme jo morda zanimajo. Jaz sem se takrat pridružila Društvu za združene narode in sem v bistvu tudi pridobila številne izkušnje projektnega dela z mladimi, organizacije, dogodkov, zelo pač praktičnih veščin, ki so v nevladniškem svetu zelo dobrodošle in v bistvu sem tudi tiste moje izkušnje so potem seveda doprinesle k zaposlitvi. Predvsem se mi pa zdi, da ja, da se vsak posameznica, mlada oseba prepozna teme, ki bi jo potencialno zanimale in pač v bistvu je zanimanje najlažje preveriti skozi neko aktivno udejstvovanje. Lahko rečem za nevladne organizacije, da smo pač vedno vesele angažiranih mladih kot prostovoljcev, kot udeležencev različnih aktivnosti. In se mi zdi, da recimo meni se je tudi po drugi strani, kar je v bistvu mi bila zelo, mislim, je zelo dodana, se mi zdi, pa dobrodošla izkušnja, v bistvu preplet teh različnih tem, skozi katere sem v bistvu ugotovila, da me pač zanima skozi tudi različne izkušnje, tudi z različnimi sodelovanji, z različnimi organizacijami, inštitucijami, pač nacionalnimi in mednarodnimi, sem v bistvu ugotovila, da me zanima ne samo posamezne teme, naprimer cilji trajnostnega razvoja, ampak tudi preplet, naprimer s človekovimi pravicami, s prostorom civilne družbe. In
mislim, da je ravno to, pač predvsem angažirati se, pač pomen aktivnega državljanstva sem že izpostavila in se mi zdi, da ravno to je pač ključ, da se pač vsi aktiviramo, ker v bistvu dodana vrednost agende in tudi 17. cilja je ravno to, da prepoznava, da vsak posameznik, vsaka posameznica ima vlogo pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja in lahko so to zelo preprosti ukrepi, aktivnosti v vsakdanjiku tega, da smo pač pozorni na porabo virov, da smo odgovorni potrošniki, do tega, da smo pač aktivni posamezniki, aktivne posameznice, da se angažiramo na nekih temah, ki se nas dotaknejo. Super, torej naj tudi moramo, kaj nas zanima in... Morda zanima. Morda zanima, v bistvu je boljše najti teme, ki mlade morda zanimajo se preizkusiti v tistem, v bistvu se mi zdi, da se potem tudi zagotovo se izoblikujejo nove priložnosti in se odpirajo nove poti. Super, pa dobro, da si izpostavila, da tudi nevladne organizacije imajo veliko priložnosti za prostovoljce, tako da to je najbrž tudi ena dobra možnost, da se tudi spoznaš bolj s tematiko, ki te mogoče zanima. No, hvala, Adriana, da si vzela čas danes. In, razen, če imaš še kakšne zaključne besede, se bom kar poslovila, pa vsem tudi lep večer. Lep večer.